Ste že kdaj videli v živo band, ki je najboljši na svetu? Kar sledi je zgodba o tem bendu. Pisalo se je leto 2006 in skupina White Knight je bila na začetku svoje kariere. Spomnim se, da takrat se sploh nič ni dogajalo na sceni. Vse je bilo mrtvo, res. Nekaj smo iskali tistega pravega. Zakon na odru, zakon muzika, vse je me špilalo. White Knight, rastura. Na mene so imeli največji vpliv, ker če ne je bilo White Knight, bi jaz danes po moje v Svatiju delal. Puf! Nekaj res svežega. Tisti pravi rock'n'roll. White Knight so bili lokalni band, za katerega so vsi vedeli, a nobeden o njih ni govoril. Že od začetka se je vedelo, da ni nihče na sceni več varen pred udarnimi ritmi, norimi kitarskimi prijemi in bogatim vokalom White Knightov. To je zgodba o zapravljenih letih, zapiti mladosti in zakon glasbi. To je zgodba o White Knight. Ja, v bistvu leta 2006 sem se jaz zadolžil pri enih ljudeh, pri katerih se ni pametno zadolžiti. En nasvet, ne igrati blackjacka proti Kitajcem brez sistema. Ja, vse to je bil problem, ne, Mario je bil Kitajcem dolžen dosti denara, pa tega denara ni imel. Te pa sva se zatekla k prostituciji. Zdaj jaz sem mu pač kot kolega pomagal, ker to prijatelji delajo, ne, pomagajo si. Ja, v bistvu ljudje se ne zavedajo, kako trdo delo je v bistvu prostitucija. To je bilo dosti truda vloženega, zraven pa smo imela še band. Iz teh skromnih začetkov se je razvil legendarni rock band, ki so ga vsi spoštovali. Jaz vem, da smo se enkrat čisto na začetku skupaj nakadili na placu, pol pa niso nikoli več poklicali. Nekdo od njih še ima mojo Mikico. Ampak White Knightom je vseeno za Mavričevo Mikico. Oni se niso ozirali nazaj. Začeli so s pripravami na koncerte. Razprodali so koncertne dvorane po vsej Sloveniji. Tudi v Kranju. Spomnim se, da sem bil na enem koncertu, kjer so igrali White Knight, kar je mislim, da bil tudi njihov prvi koncert in ko sem to prvič slišal, mislim, ne morem tega opisati, no, ker to je bil taki roster, to je bil tak dober sound, da sem enostavno mogel vzeti telefon v roko, poklicati Exla, telefon obrniti proti odru, da smo skupaj poslušala in to je bil, mislim, da celo eden od ključnih razlogov, da smo vse nič tudi nastali. Ostali bendi so se skozi pritoževali, zakaj mi dobimo najboljše pičke, pa snifamo najboljšo koko, pa imamo največ keša. Meni so mamo nategnili. Ne vem, kak jim je ratalo, ker jih sploh ne pozna. Za White Knight je obstajala samo ena smer. Gor! A White Knight ne bi dosegli vsega tega, če ne bi bilo njihovega menedžerja, najresnejšega ali tudi sedmega člana, Simona Bohaka. Ja, Bohak trga. On je ratal naš menedžer enkrat, ko smo ga vuni pili, ko je bil pune pijan. In smo ga v bistvu prisilili, da je podpisal 5 let trajajočo pravnomočno pogodbo. Še dobro, da je bil notar poleg, ne? Nekdaj sem jo podpisal, ne samo za EKN. Najslabša odločitev v mojem življenju. Pa no, vsak pijan gala z njimi. Simon Bohak se danes ukvarja s psihoanalizo in izdelovanjem škornjev iz aligatorjeve kože.
Stvari so se zdele popolne za White Knight, a za soncem vedno pride dež. Na suni špilali je bila to štala. Mrtve smo s kaligami že vozili. Če so bili samo 3 fertike, je bila to sreča. Nekje takrat pa so White Knight tudi dosegli dno. To je bil grozen špil, jaz nočem sploh obuja spominov na to. No. Pijani so bili vsi, ko akse, razumeš, ne vem, ali bolj tisti na odru, ali bolj tisti pod odrom. Mislim, ko pa je še Jana začela diabolično metati kamne, folk, te pa sem rekel gotovo, konec, res. Jaz se nisem prišel tja zabavati. Jaz sem vedno tam, ker sem metalen. Vse so nam uničili, vse. Mislim, to pa mediji, ko so še mediji izvedeli za to. Mislim, lahko nehamo, prosim. Jaz se neagrih ne bi spomnila tega. Tu se je skoraj končala alternativa v glasbi v Sloveniji. Slovenija je ustala za White Knight.